Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o mamilih in drogah, o raznih substancah, ki spremenijo našo zavest oziroma zavedanje. Ljudje nekateri radi posegajo po mamilih, ker jim pričarajo določene nove, drugačne občutke, predstave, slike, domišljije. Tisti, ki jemljejo mamila, se jim zdi, da se jim je odprl nov svet, da se je njihovo dojemanje realnosti razširilo in da imajo pod vplivom drog nove, drugačne sposobnosti. Droge se zdijo, kot da človeka osvobajajo od določenega omejenega zavedanja in zaznavanja te realnosti in od vseh težav, ki jih čutimo na tem svetu. Zato nekateri tudi postanejo zasvojeni z drogami, ker ko si pod vplivom mamil, se zdi življenje zelo preprosto, lahko, enostavno, vse se zgodi v trenutku, čutiš dobre občutke in čustva in le zakaj ne bi bival v tem stanju vedno, zakaj bi se moral vrniti nazaj v to fizično realnost in zopet čutiti to omejeno zavedanje, težo in razne probleme. Nekateri tudi poročajo oziroma se jim zdi, da pod vplivom drog lahko vidijo druga bitja, komunicirajo z vesoljci ali celo zapustijo telo, gredo na druge planete, v druga vesolja, da potujejo po celotnem prostranstvu. No, kar pa se ne ve, je to, da droge učinkujejo zgolj v tem smislu, da ojačajo umsko-zavestni sistem, ki je energetska meddimenzijska ječa, namenjena za to, da nas zavaja in da nas sabotira ter jemlje zavedanje stran od realnosti v tem trenutku. Umsko-zavestni sistem je energetski sistem, ki je zmožen producirati misli v obliki glasov v glavi, ki je zmožen ustvariti slike in filmske podobe, domišljijske predstave. To je njegov namen, to je njegov glavni adut. Nas z vsemi mogočimi pisanimi, barvitimi slikami in zvoki skuša zvabiti stran od tega, da bi se zavedali realnosti v tem trenutku. Obstaja namreč samo ena realnost, ki je resnična, in to je univerzalna fizična realnost, ki si jo vsi skupaj delimo, vsa bitja v celotnem stvarstvu. Potem pa obstajajo še alternativne, energetske, iluzorne, neresnične realnosti oziroma obstoji, ki jih producira oziroma umsko-zavestni sistem. V tej domišljijski umski realnosti sicer lahko doživljamo za kratek čas določene stvari, ampak zato, da proizvaja te čudovite, barvite, slikovite, domišljijske podobe, nam jemlje energijo iz našega fizičnega telesa.
črpa nam življenjsko silo in na ta način uničuje naše lastno fizično telo. Domišljija ni resnična, resnično je samo naše fizično telo. Zato droge niso rešitev, ker so to umetno od zunaj aktivirane zaznave, ki trajajo samo določen čas, potem pa se zopet vrnemo tukaj nazaj v to realnost. Zato namesto, da bi bežali v domišljijsko realnost, ki nam jo droge pomagajo še bolj hitro in intenzivno ojačati, je trajnostna rešitev to, da smo čim bolj osvobojeni od domišljije, da se osvobajamo od uma, od raznih kratkotrajnih zaznav, čustvenih reakcij, občutkov, ampak da začnemo na tem svetu, ta materialni fizični svet, ki je vsem nam skupen, izboljševati ter ga povzdigniti do te mere, da bo postal tako zelo prijeten in brez problemov, kot sedaj doživljamo našo umsko domišljijo. Čas je, da ta fizični svet izboljšamo, da ga naredimo pravljičnega, rajskega, nebesnega in potem nam ne bo več potrebno bežati od njega. Kako to storiti? Korake do praktičnega udejanjanja raja na zemlji imamo v naši skupini Destiny preko informacij, izobraževanj o delovanju uma, o zgodovini nastanka stvarstva. Zato vas vabim, da si pogledate povezave v opisu tega videoposnetka, da se vključite v brezplačni spletni tečaj DIP Light in da postanete del naše skupine, da bomo skupaj praktično začeli izboljševati ta univerzalni fizični svet. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.